Najprej pa novogradnja. Najbolj navdihujoči so projekti ukrojeni po merah in željah uporabnikov samih. Sploh, če se nahajajo na tako idilični lokaciji kot naš naslednji. Tik ob gozdu je namreč zrasla prekrasna lesena hišica, ki mladi družini nudi varen pristan po vsakodnevnih obveznostih. Arhitekt je zasnoval dom, ki ponuja prostor množici interesnih dejavnosti in hobijev vseh družinskih članov. Torej dom, ki je mladi družini zares pisan na kožo. Mirno lahko rečemo, da tale hiša dobesedno živi. Prvič zato, ker je v organskih oblikah. V njej so uporabljeni materiali, ki dobesedno dihajo. Rada gosti družabnosti in simpatična živa bitja. In tudi zato, ker smo obdani z zelenimi krošnjami in ptičjim petjem. Matej, pozdravljeni. Najprej me zanima, kakšen izziv je za arhitekta, ko pride prvič na tako čudovito lokacijo. A je to prednost ali mogoče v smislu odgovornosti celo neke vrste prekletstvo? V resnici takšna lokacija predstavlja oboje. Je navdihujoča in to je sigurno prednost. Po drugi strani pa vedno obstaja neka trema, kako takšno lokacijo sploh nagovoriti oziroma kaj na njej sploh smemo postaviti. Za to lokacijo smo preverili kar nekaj možnih volumnov in postavitev hiše, saj se odpira jug proti cesti, kar je teoretično neugodna pozicija. Poleg tega pa gre parcela zelo v konus. Na koncu smo se odločili za tale, ki prinaša kar nekaj prednosti. Po eni strani prečni krak ločuje gospodarski del oziroma parkirišče od intimnega dela dvorišča, obenem pa nam je to omogočilo, da smo hišo obrnili proti jugu. Program, ki ste ga zastavili na naročnika, je bil precej obširen in bogat in je odražal celo paleto njunih različnih zanimanj in hobijev. Želela pa ste si dom, ki bi bil po eni strani zdrav, miren, prijeten za bivanje, po drugi strani, kar me je najbolj presenetilo, pa je bilo to, da ste si želela tudi dom, kjer bi lahko gostila tudi več ljudi. Kot se tukaj vidi, smo pustili vse prostore, sploh bivalni in ta kuhinjski del odprte, povezane, tako da praktično se to prične že pri vhodu, ki ni ločen, ampak je samo predeljen z omaro in potem naprej direktno vstop do jedilnico, velika kuhinja z to pečjo, ki omogoča še dodatno peko in vse skupaj jasno povezano z notranjim bivalnim prostorom in zunanjo teraso, ki samo podaljša ta prostor še na ta intimni del vrta. Ustaviva se prosim malce pri tej impozantni krušnji in pica peči in verjetno še kaj. Peč, ljubkovalno, sem izvedel, da se ji reče kokica. Aha. V bistvu vsebuje dve kurišči. Eno je kamin, ki je obrnen proti bivalnemu prostoru in jedilnici in je namenjen pač nekemu ognju v nekih zimskih ali pa jesenskih deževnih dneh, tako da nudi neko čutno toploto. Drugi del pa je pica peč oziroma peč za kruh, ki pa je obrnen proti kuhinjskemu delu in je v bistvu komplementarni del tega velikega kuhinjskega niza. Lesena skeletna gradnja omogoča tudi več fleksibilnosti, kar je posebej dobrodošlo, saj se potrebe in želje oseb skozi različna življenjska obdobja spreminjajo. V primeru dotične hišice ob gozdu je bila v prvotnem načrtu predvidena klet, ki pa je zaradi prisotnosti vode pod zemljo niso izvedli. Posledično so shrambo prestavili v ozadje hiše, kjer se sklaplja s preostalo kompozicijo. Mitja in Marjan, pozdravljena. Mitja, povejte mi najprej, zakaj je pomembno, da je vsak takle projekt res prilagojen individualnim željam lastnika? Ja, mi se potrudimo, da res poslušamo in lastnika, in projektanta, da uresničimo njihove želje, sanje, da ustvarimo dom, kateri prinese potem neko toplino za življenje in da so pač investitorji in stranke zadovoljni s tem. In zdaj, tukaj imamo primer lesene skeletne gradnje. Kaj vse je tukaj možno, kakšne so omejitve pri tem tipu gradnje? S leseno skeletno gradnjo smo lahko, bi rekel, skoraj neomejeni. Lahko gradimo, se pravi, industrijske objekte, kmetijske objekte,
potem se pravi stanovanjske hiše, večstanovanjske objekte, tako da tukaj skoraj tisto, kar nam srce poželi, lahko zgradimo s takim tipom gradnje. In večje steklene površine torej niso neka ovira, omejitev? Ne, tukaj se pravi se prilagodimo se pravi večjim razponom z pač priračuni statičnimi in se stvari uredijo tako, kot je pač potrebno. Naprimer, pri tej hiši smo uporabili tudi se pravi jekleno konstrukcijo, ki jo vidimo tukaj zgoraj delno. Se pravi, konstrukcija nam podpira ostrešje in obenem tudi se pravi zavetruje objekt v tem delu, ki je zelo odprt. Kako zahteven, kompliciran pa je potem takle strop, namreč ta oblika zavita, nagnjena? To je bil seveda izziv, ki smo ga rešili z posebnimi ploščami, se pravi 6 mm debele mavčne plošče, katere so potem na koncu obdelane z glinenimi ometi. Koliko pa je en običajen čas za postavitev takele, torej ne najbolj enostavne hiše? Približno od začetka, ko začnemo samo gradnjo na terenu, od zemeljskih del naprej pa do same vselitve, nekje 1 leto je realno. Marjan, tukaj imamo primer zelene strehe in lesene skeletne gradnje. Kot vemo, les pa voda res nista najboljš prijatelja, ne? In me zanima, kako ste tukaj reševali ta tehnični izziv? To drži, da les pa voda nista dobra prijatelja, saj dokler ta les rase, mora biti voda, pa nič več. In noben problem ni pri lesu, če ga pustimo, da se izsuši. Tudi če pride do namakanja, se mora les posušiti. Potem je to lahko zelo dober, trajen gradben material. Se pravi, v konkretnem primeru imamo zeleno streho, ker je posebnost, da so nakloni strehe nagnjeni v sredino, v žloto nad nami in prek te žlote je voda speljana prek nekega kovinskega elementa, da pada v prostem padu na tla. Sama kritina je troslojna bitumenska izolacija, pod njo je zračen kanal, pod njemu je pa sekundarna kritina, če bi slučajno prišlo do kakšnega morebitnega zatekanja ali pa rosenja, da se posuši prek zračnega kanala, tudi če je ravna streha. In kaj bi rekli na koncu, kaj je glavna prednost tovrstne, torej lesene skeletne gradnje? Glavne prednosti skeletne gradnje je, kot sem že omenil prej, da smo zelo neomejeni pri samem arhitekturnem oblikovanju. Ena izmed prednosti je pa tudi se pravi uporaba naravnih materialov. Tukaj vidimo se pravi ilovnate omete znotraj, za izolacijo so uporabljeni naravni lesni materiali, kot so lesna volna, lesne vlaknene plošče. To daje hiši lastnost, da lahko govorimo o difuzijsko odprtih sistemih oziroma o hiši, ki diha. Mitja, vi prihajate iz Gorenjske, ki je prav tako bogata z gozdovi in me zanima, a drži podatek, ki mi je prišel na ušesa, da imajo pri vas vsi zaposleni dejansko tudi vaše hiše? Drži, se pravi, mi vsi lastniki imamo lesene skeletne hiše, kar nekaj zaposlenih ima tudi že lesene skeletne hiše, se pa trudimo, da bi tudi preostali zaposleni počasi prišli do svojih novih domov. Hiša se tudi zaradi macesnove prezračevane fasade lepo poveže z gozdom v ozadju. Z namenom lesa niso zaščitili, tako bo skozi čas dobil enakomerno sivo patino. Tudi dinamična oblika strehe je zasnovana tako, da poglede usmerja proti krošnjam okoliških dreves. Nas lahko prosim z besedami popeljete malce po osnovnem tlorisu, predvsem tega glavnega prostora? Začne se z vhodom. Tukaj smo to rešili na način, da vhod dejansko je del bivalnega prostora in ga ločuje samo neka garderobna omara. Potem nas pot pripelje do centralnega prostora, ki je jedilnica in ki ga obdajata precej velika kuhinja in bivalni prostor. V zaledju hiše so utilitarni prostori, medtem ko se na vzhod hiša razcepi in gre 4. etaže navzdol, kjer so prostori za starše, od domače pisarne, knjižnice, pa garderobne sobe, njune kopalnice in seveda spalnice, medtem ko so otroške sobe in sobe za goste razporejene v nadstropju, kjer imamo v bistvu 3 sobe in kopalnico, in skušali smo ta flow prostorov navzgor povezati ravno s tem stropom, ki teče nad njimi. Stopnišče, ki pelje navzgor, pa se izteče v manjši balkon, ki nam po eni strani čist kompozicijsko razbije sicer zelo veliko površino te čelne fasade.
Po drugi strani pa omogoča tudi prebivalcem zgornjih nadstropij, da stopijo ven. Povejte mi prosim še kaj o fasadi, o tem rastru oziroma o tem, kakšna je ideja zadaj. Z tehničnega vidika je fasada prezračevana fasada, meni ljuba lesena, je pa res, da ta volumen objekta je tako velik, da si nismo želeli privoščiti nekega enakomernega rastra. Zdaj je še zelo sveža, upam pa, da kmalu posivi in da se zlije s tem okoljem. In potem taka ostane dolgo, dolgo leta, ne? Naslednjih 1000, pa o tem bomo pa videli.